Vse. Torej, drage članice in člani, res izjemna številka se vas je danes brala, to še toliko bolj cenimo zaradi tega, ker vemo, da je v večjemu delu Slovenije danes izjemno lepo vreme in da ima vsakdo izmed vas kakšno priložnost in možnost, da bi današnji dan preživel kako drugače. Ampak prav z vašo današnjo prisotnostjo kažete, da vam ni vseeno za Slovenijo, da vas za to našo prelepo domovino še vseeno skrbi in da ste skupaj z nami pripravljeni soustvarjati prihodnost, da ste skupaj z nami pripravljeni iskati tudi prihodne rešitve. V Novi Sloveniji nas zanima prihodnost, zanima nas, kako bomo živeli v prihodnje. Mene osebno zanima, ali bosta moji hčerki Julija in Evelin še živeli v tej Sloveniji, ali bosta imeli ustrezno okolje, da bosta lahko v tej prelepi državi razvili vse svoje talente. Seveda je do tja potrebno še marsikaj postoriti, marsikaj nas še čaka. In ena izmed stvari, ki jo lahko opazujemo v zadnjem obdobju, je, da se slovenska politika vse preveč koncentrira na nebistvene stvari. Jaz sem v zadnjem času zelo velikokrat uporabil besedico otrobi, ker se mi zdi, da najbolj grafično, najbolj polno opiše z vsem, čem se slovenska politika ukvarja, namesto da bi se osredotočala na bistvene stvari. In še ena izmed stvari, ki je tudi značilna v slovenskem političnem prostoru, je ta, da se poudarjajo razlike, da se iščejo razlike. Nekateri so se posmehovali tem mojim kavicam, ampak vabilo na kavo v slovenskem prostoru ali pa po slovenski tradiciji pomeni vabilo na neformalni pogovor. Moram priznati, da te neformalni pogovori so bili izjemno koristni, pa veste zakaj? Zato, ker so pokazali, da ko se politiki pogovarjamo mimo oči kamer ali pa mimo parlamentarne dvorane, na koncu ugotovimo, da niti ni toliko razlik med nami in da smo sposobni najti tudi ogromno skupnih pozitivnih točk. In če bi se politika v prihodnosti koncentrirala prav na to, da bi iskala skupne točke, potem bi bilo zagotovo v tej državi mnogo bolje. Dimitrij Rupel pravi, da generacija, ki nam je ustvarila državo, in prvi med njimi je danes tudi z nami, gospod Lojze Peterle, prvi predsednik vlade, se na nek način poslavlja. In za tisto prvo veliko generacijo politikov je bilo značilno, da so imeli zelo jasne cilje in te cilje tudi uresničili. Nihče ni leta 1989 verjel, da je samostojna in neodvisna Slovenija dejansko možna, ampak leta 1991 smo jo dočakali in tudi doživeli. Zastavili so si nemogoče cilje, ampak te nemogoče cilje so dosegli. Ampak zdaj je čas za našo generacijo. Mi ne moremo več prelagati odgovornosti in težkega dela na naše predhodnike, ampak moramo sami poprijeti za težko delo in narediti vse. In tudi moja generacija si mora dati zelo, zelo konkretne in oprijemljive cilje, ki jih je možno tudi meriti. Če so bili v preteklosti cilji izjemno egzaktni od Evropske unije, NATO, evra in še kaj podobnega, si mora tudi moja generacija zastaviti jasne cilje. In v Novi Sloveniji si želimo, da bi se Slovenija uvrstila med 15 najboljših držav na svetu po kvaliteti življenja. Kakšni kvaliteti življenja? Po dostopnosti do hrane, po dostopnosti do stanovanj, do zdravstvenih storitev, do izobrazbe. To vse ustvarja kvaliteto življenja. In po meritvah je trenutno Slovenija na 36. mestu, kar pomeni, da nas čaka precej dela, da pridemo na tisto, kar smo si postavili za cilj, da umestimo Slovenijo med 15 držav, najboljših držav po kvaliteti življenja. Seveda nas do tja čaka kar nekaj dela. Zagotovo ima Nova Slovenija najboljši program, ga je imela v preteklosti in danes boste lahko spoznali, da ga bo imela tudi v prihodnosti.
S čem je naš program bistveno drugačen od programa drugih strank, predvsem novo nastajajočih hitrih strank, da te nove stranke ustrajajo predvsem na parolah, Nova Slovenija pa gre v globino, gre v detajle. V primeru naše davčne reforme bomo naredili aplikacijo, kjer se bo lahko vsak državljan izračunal, kaj za njega osebno in za njegovo plačo pomeni davčna reforma Nove Slovenije. Lahko si bo vtipkal v aplikacijo znesek bruto plače, ki ga zasluži, in aplikacija mu bo vrgla ven, koliko bo zaslužil več z davčno reformo Nove Slovenije. Se tudi zavedamo se, da vsega tega sami ne moremo uresničiti in da zato potrebujemo zaveznike v parlamentu. Potrebujemo vsej podporo 46 različnih poslancev. Zato sem jaz v samem začetku povedal, da sem odprt za vse, da želim sodelovati z vsemi, ker si ne želim zapirati vrat, da ne bi zmogli našega programa uresničiti. Naj pa povem nekaj zelo jasno. Nova Slovenija ne bo nikoli figa v list ne levim, ne desnim. Imamo lastno identiteto, imamo lasten program in to želimo razvijati v vsakršni koaliciji, v katerikoli bomo sodelovali. Sedaj pa bi na hitro šli čez tiste ključne programske točke, ki jih imamo. In vodoma bi rad naslovil ali pa razrešil eno dilemo. Vi veste, da v tem času, odkar smo imeli najboljši program leta 2014, tako ga je ocenila stroka, so nam marsikateri lepili etiketo neoliberalci. In to je bila taka zelo priročna psovka, ki so nam jo nadeli, zato da so nas na nek način uničevali. Ampak etiketa neoliberalci v Sloveniji pomeni vse tisto, kar je očitno slabega v tej državi. Ampak naj povem tudi tokrat jasno, da Nova Slovenija nismo neoliberalci. Nismo neoliberalci. In da če nekdo nasprotuje dogovorni ekonomiji, kakršne trenutno vlada v Sloveniji, še ni neoliberalci. Nova Slovenija smo krščanski demokrati, ki zagovarja socialno-tržno gospodarstvo. In smo srednja pot med dvema tipičnima skrajnostima, med, če hočete, neosocialisti, ki zagovarjajo plansko dogovorno ekonomijo, petletke in eden tak najbolj tipičen primer tovrstnega ekonomskega modela vam predstavlja današnja Venezuela. In najverjetneje mi ni potrebno posebno izgubljati čas, kako učinkovit je ta gospodarski model. Na drugi strani imate neoliberalce, kjer se te stvari še najbolj približajo v Ameriki. In te pravijo, da bo za vse poskrbela nevidna roka trga, oziroma da je prosti trg vse. In o teh stvareh Nova Slovenija v preteklosti niste nikoli slišali govoriti. Zato se jaz pravim, da Nova Slovenija nismo neoliberalci, ampak smo krščanski demokrati, ki zagovarja socialno-tržno gospodarstvo. Kaj sploh je socialno-tržno gospodarstvo? Socialno-tržno gospodarstvo temelji na treh ključnih vrednotah. Na svobodi, pravičnosti in pa varnosti. Svobodo mi, krščanski demokrati, precej drugače razumemo kot morda liberalci ali pa tudi socialisti, ki jo razumejo predvsem v smislu in kontekstu, da je dovoljeno vse. Mi jo razumemo predvsem v smislu, da je naša svoboda omejena tudi svobodo drugih in da je svoboda tisto, kar nam omogoča, da razvijamo svoje lastne talente. In ena izmed ključnih točk socialno-tržnega gospodarstva je okolje, v katerem lahko državljani razvijamo svoje talente. Pravičnost je osnova vsake družbe, ki želi na dolgi rok preživeti. Če ni pravičnosti, potem družba razpade. Pravičnost pomeni, da za vse veljajo enaka pravila igre. Če boste danes vprašali ljudi, takega občutka ne boste imeli, ker vam bodo povedali, da veljajo pravila za posvečene, ki imajo drage odvetnike in si lahko praktično privoščijo vse, in za navadne ljudi, ki
imajo drugačne standarde. In na koncu še varnost. Varnost v socialno-tržnem sistemu ne pomeni izkoriščanje sistema, ampak pomeni, da ti država zagotovi varnost v primeru posebnih osebnih okoliščin. Če zboliš, če si invalid in podobne stvari. In to so temelji, na katerem sloni socialno-tržno gospodarstvo in to so temelji, na katerem tudi mi razvijamo naš program in vse naše politike, iz katere izhajamo. Sedaj pa, če sem prej dejal, da se želimo posvečati prihodnosti in da želimo Slovenijo umestiti med prvih 15 držav po kvaliteti življenja, potem je logično, da moramo se najprej vprašati, kaj so ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo, ker prav s temi ključnimi izzivi se bo morala naša politika začeti ukvarjati, če bo želela, da se bo življenje v tej državi izboljšalo. In ko vi berete razna poročila, na primer domačega Umarja, Evropske komisije, OECD-ja, Mednarodne banke, pri vseh na koncu pridete do istih priporočil. Slovenijo čakajo naslednji 3 izzivi. Staranje prebivalstva. Praktično danes se v politiki ne govori, da se bo v prihodnjih 10 letih 100.000 naših državljanov dodatno upokojili. To pomeni nov pritisk na pokojninsko blagajno. Prebivalstvo se stara, to pomeni nov pritisk na zdravstveno blagajno. Če greste pogledati danes slovensko rodnost, ugotovite, da je rodnost 1,5 otroka na mamo, da je povprečna starost ženske, ko rodi prvega otroka v Sloveniji, že preko 30 let. In da če bi narod ali pa če bi kot država želeli zadržati sedanji standard življenja, ki ga imamo, bi na leto potrebovali okrog 30.000 otrok, rodi pa se jih 20.000. Zmanjka jih 10.000. In kmalu bo prišlo vprašanje, če bomo želeli ta standard zadržati, kako in kaj narediti s temi 10.000. Odpreti urada države, sprejeti migrante. Skratka, to so vse težke dileme, težke vprašanja, ki nas čakajo v prihodnosti, pa se s temi stvarmi praktično nihče ne ukvarja. Mi v Novi Sloveniji se bomo več v nadaljevanju. Naslednji izziv, visok javni dolg. Nazadnje je na Tarči Miro Cerar, predsednik vlade, govoril, kako je bila njegova vlada uspešna, ko je javni dolg iz 80 na nekaj več kot 70% znižala. Ampak pozabil je to povedati, da to so oni počeli v času največje gospodarske rasti. Vprašajmo se, kdaj, če ne zdaj, ko je visoka gospodarska rast, da znižujemo javni dolg. Zakaj je javni dolg pomemben? Zaradi tega, ker za obresti plačujemo vsako leto toliko, kot so na primer današnje zahteve javnega sektorja po dodatnih plačah. Vsako leto plačamo toliko zgolj za obresti, zato je ta javni dolg izjemno pomemben. In leta 2008, ko smo mi zapustili vlado, je bil 23% BDP-ja. Potem je šel v času krize na 80%, danes je na 70%. Poanta tukaj je, da če nas čaka nova kriza gospodarska, mi nimamo več manevrskega prostora. Okorno poslovno okolje, totalna zbirokratiziranost, mislim, da o našem poslovnem okolju pove vse primer Magne. Si predstavljate za to, da smo lahko dobili neko tujo investicijo, smo morali sprejeti poseben zakon. V neki normalni državi bi v okviru obstoječih zakonov to investicijo lahko izpeljali. In nedavno je bil spet sprejet nek zakon za spodbujanje investicij, ki predvideva tudi razlastitev lastnikov, kar zgolj pomeni, da očitno, namesto da bi se država ukvarjala ali pa vladajoča politika z debirokratizacijo, stvari še dodatno birokratizira, ker sprejema nove zakone, zato da bi neke nedelujoče izboljšali, namesto da bi tiste v osnovi že sami izboljšali. Torej, to so ključni izzivi, ki čakajo Slovenijo v prihodnjih 10-15 letih in s temi izzivi se bo morala naša država, predvsem pa naša politika, začeti ukvarjati. Mi se bomo mogli nehati ukvarjati z nepomembnimi stvarmi, kdo bo koga, kdo bo s kom, ali ima nekdo že neko ministrsko ekipo ali jo nima, ampak predvsem, ali ima rešitve na te 3 ključne izzive. In želel bi si, da tudi, ko gremo danes iz te dvorane ven, da vsi tudi naše bližnje, naše ljudi sprašujemo,
stranko, ki jo nameravajo voliti, ali ima odgovore na te izzive. In Nova Slovenija jih ima. Podpredsednik Valentin je dejal, da mi smo si postavili 10 prioritet. 10 najnujnejših stvari, ki jih je potrebno v prihodnjih 4 letih, v prihodnem mandatu postoriti, zaradi tega, da začnemo sploh odgovarjati na tiste 3 izzive, ki sem jih prej nakazal. In ena izmed stvari je, dajmo povišati plače. Ampak ne tako, kot počne ta naša vladna koalicija, enostavno z dviganjem bruto plač. To pomeni dodatno obremenitev gospodarstva in za sabo potegne celo vrsto težav. Mi bi pri višjih plačah radi prodrli z zelo enostavnim konceptom in to je, če bomo nekoliko znižali obdavčitev plač, bo ljudem ostalo več denarja v denarnicah. In ta denar bodo seveda trošili, zapravljali v trgovinah in ta denar se bo porabljal za različne stvari in pri tem se bo plačeval DDV. Kar pomeni, da tisto, kar se država morda pri plačah v prvi fazi odpove, po nekaj krogih dobi nazaj preko DDV-ja. In to je logika, s katero bi mi želeli prodreti tudi v Sloveniji. Še ena stvar, ki je bila zelo značilna leta 2014, ko smo se pogajali za vstop v vlado, sva imela z Židanom spopad glede razvojne kapice, on je poimenoval bogataška kapica. Danes, če pogledate statistiko, ugotovite, da nam državo zapusti 8000 mladih, ki jih je ta država izobrazila in grejo na sever oziroma preko naših meja, ker za isto delo dobijo boljšo plačo in boljše pogoje. In zato razvojna kapica, ki jo mi predlagamo, pa ukinitev 50% dohodninske stopnje, ne pomeni pomoč bogatašem. Večkrat sem rekel, ne skrbeti za bogataše. Nova Slovenija ne skrbi za bogataše, tudi se z njimi ne ukvarjamo. Oni bodo vedno zase poskrbeli, oni se bodo vedno davčno optimizirali. Oni bodo vedno najdeli neko davčno oazo in nek način, da pridejo do svojega denarja. Nas bogati ne zanimajo. Zanima pa nas srednji sloj in če temu srednjemu sloju ne bomo pomagali, da bo ostal v državi, potem bo ta država še naprej drvela navzdol. In vsi te ukrepi, o katerih govorimo, so namenjeni predvsem okrepitvi tistemu inovativnemu, ustvarjalnemu delu našega narodnega telesa, ki nam bo pomagal, ki pomaga s svojimi idejami, da se v tej državi ustvarjajo službe in da ta država gre naprej. In to je naša osnovna poanta. In še zadnja stvar, ki bi tukaj rad povedal, je to, glejte, pri dviganju plač imamo mi zelo preprosto rešitev. In ne dvig plač zgolj v javnem sektorju, ampak dvig plač za vse. In to se lahko najbolj enostavno naredi z dviganjem splošne dohodninske olajšave, kar pomeni, da se bruto plača ne zvišuje, zvišuje se pa neto plača, tisto, kar dobimo v žep. In hkrati to pomeni, da se ne ogrozita ne pokojninska in ne zdravstvena blagajna. Torej, naša prva točka, prva prioriteta, zvišati plače v državi. Ne zgolj v javnem sektorju, ampak v celoti tudi v realnem sektorju. Naslednja pomembna točka je hitrejše do zdravljenja. Po naši oceni je Slovenija še vedno prebogata, da bi ljudje umirali zaradi čakalnih vrst. In hvala lepa za takšno javno zdravstvo, v katerem čakaš morda na zdravljenje toliko časa, da prej umreš, oziroma ti rečejo, če boš pa kaj plačal, pa prej prideš na vrsto. In samo plačevanjem oziroma tisto, kar sami plačamo pri zdravstvenem sistemu, iz tega denarja se letno nabere 450 milijonov evrov. In to, da vam nekdo reče, če plačaš, prideš takoj na vrsto, če pa ne plačaš, pa ne, pomeni, da očitno kapacitete obstajajo, ampak da sistem ne funkcionira in po naši oceni je situacija taka, da je marsikaj naravnano tako, da se ustvarjajo čakalne vrste. Kaj mi pravzaprav predlagamo?
Marsikdo nam je položil usta in nas zmeril, da smo za privatizacijo zdravstva. To je zelo taka lepa krilatica, ki se zelo hitro prime, ker ko nekdo reče, da si za privatizacijo zdravstva, imajo ljudje v mislih, da si zato, da morajo ljudje plačevati iz lastnega žepa, in zato pa ljudje niso. Zato naj jasno povem, Nova Slovenija ni za privatizacijo javnega zdravstva, ne. Ni tudi za privatizacijo bolnišnic, zdravstvenih domov, ni. Je pa za možnost izbire. Mi predlagamo zgolj to, da se ti lahko sam izbereš, kje bo zdravstveno zavarovan in da lahko sam izbereš, v katero ustanovo se bo šel zdraviti, ali v javno bolnišnico, ali koncesionarju, ali privatniku, kjer boš prej prišel na vrsto. Ampak za tvoje zdravljenje pa plača tvoja zavarovalnica, ne ti iz tvojega žepa. To je bistvena poanta naše zdravstvene reforme. In če boste še naprej poslušali tiste preroke, ki pravijo, da je vse zdaj super in da bomo še naprej krepili javno zdravstvo, je treba tukaj malo Einsteinove logike uporabljati, da ne moramo pričakovati, da ne moramo početi iste stvari, pa pričakovati drugačne rezultate. Torej, zdravstvo bo ena izmed temeljnih točk in ena izmed temeljnih stvari, ki jo želimo v Novi Sloveniji modernizirati in izboljšati zato, da ljudje v prihodnosti ne bodo umirali. Naslednja zadeva, kriminalcev v zapore. Ena izmed stvari, ki naše ljudi, ko hodimo po terenu, blazno moti, je to, da imajo občutek dvojnih standardov. Da nekdo, ki je oškodoval državo za 30 milijonov evrov, dobi 4 leta pogojnega zapora, nekdo, ki je pa v ropu neko blagajno za 50 evrov, pa 3 leta. To so takšne stvari, ki ljudi blazno motijo. In občutek imajo, recimo v primeru Jankovića, da če si zelo vpliven, potem se ti očitno v tej državi ne more nič zgoditi. In če so šle vse veje oblasti čez neko tranzicijo, tako zakonodajna kot tudi izvršna, je sodna veja oblasti še vedno ena izmed redkih, ali pa edina, kjer se ni upravila prava tranzicija in prava tudi sprememba v mentaliteti in načinu razmišljanja. Velika večina sodnikov, ki danes sodijo, je bilo še vedno vzgojenih v bivšem režimu, kjer je bila mentaliteta in pristop popolnoma drugačen. In kaj si mi želimo z našo sodno reformo je pripeljati v ta sistem več zahodnoevropskih vrednot in da bi sodniki šli od sojenja po črkobralskem sistemu k sojenju v duhu zakona. Zato med drugim predlagamo tudi poskusno dobo za vse sodnike, da niso sodniki kar direktno imenovani. Predlagamo tudi spremembo sestave sodnega sveta, kar pomeni, da v sodnem svetu sodniki ne bodo imeli sami več večino, da sami sebe praktično imenujejo. Predvsem pa je zaradi povečanja občutka pravičnosti, da imajo ljudje vendarle jasen občutek, da je v tej državi pravici zadoščeno, je treba izjemno povečati ali pa okrepiti aktivnosti na področju odvzema nezakonito pridobljenega premoženja. Naslednja točka, višje pokojnine. Pri pokojninskem sistemu, ki ga imamo danes, lahko ugotovimo, da gre za klasično Ponzijevo shemo, kar pomeni, dokler imamo več tistih, ki v sistem vplačujejo, kot pa iz sistema jemljajo, potem ta sistem preživi. In glede na to, da je danes razmerje, da za 100 upokojencev dela 137 zaposlenih, oziroma da more za enega upokojenca, ki ima 600 evrov pokojnine, delati 3 delavci z minimalno plačo, je ta naš sistem takšen, kot ga imamo danes, polčasi nevzdržen in na dolgi rok ne more preživeti. In zato penzije realno padajo. Zaradi tega, ker na nove demografske okoliščine ne prilagodimo našega pokojninskega sistema, pokojnine padajo. In veliki borec, vsaj sam sebe tako imenuje, za pokojnine, Karl Erjavec, ki je že mislim, da je 13-14 let v različnih vladah, morate tudi ljudem povedati, da njegov slavni dosežek je to, da so penzije v času njegove prisotnosti v vladah realno padle za 16,5%. To je pač njegov konkreten dosežek. Mi smo modernizacijo pokojninskega sistema resnično v detajlu obdelali, boste videli v gradivu. Celo smo naredili izračune, kako
bo ta transformacija iz sedanjega sistema v nov sistem tekla. Tukaj se izjemno zahvaljujem enemu izmed ključnih avtorjev, gospodu Klinarju, ki nam je pomagal pri pripravi tega programa na tem področju, ampak bistven element tega je, da želimo, da ne odteče ves denar, da ne gre vse, ker mesečno dajemo od svojih plač za penzije, direktno za penzije, ampak da se del teh sredstev nalaga v pokojninski sklad, ker se plemeniti in obrača, zato da na takšen način lahko pridemo do večje vsote denarja. To je bistven poudarek pri naši modernizaciji pokojninskega sistema in ljudje si na nek način zaslužijo večje pokojnine. Če država postavlja prag revščine na 617 evrov, potem bi morala biti to tudi prag minimalne pokojnine. In v tem smislu in v tej smeri gre tudi naš predlog. Naslednja pomembna točka je varnejše zaposlitve. Kaj predlagamo? Predlagamo na nek način, da se odpravlja ta bistvena razlika med generacijami, ki imajo zaposlitev za nedoločen čas, in med mlajšimi generacijami, ki so SPZ-irane oziroma imajo zaposlitve za določen čas. In tukaj se nam zdi bistveno, da omogočimo delodajalcem tudi odpuščanje brez razloga, vendar z omejenimi kvotami. Ko hodimo po terenu, nam vsakdo pravi, da noben delodajalec dobrega delavca ne bo odpustil. Ga ne bo odpustil, ker ga rabi. Obstajajo pa med delavci tudi taki, s katerimi niso zadovoljni. In delodajalci morajo imeti možnost, da se takemu delavcu tudi zahvalijo. In zato predlagamo sistem, kjer bi imeli delodajalci možnost, da se nekomu zahvalijo za delo, seveda ta človek dobi vso odpravnino, gre tudi lahko na zavod, ampak razbremenimo pa se nekega birokratskega ping-ponga. In ta odpuščanja brez razloga so omejena s kvotami in tudi z dodatkom, da na to mesto je potrebno zaposliti nekoga novega. Predlagamo, da je nadomestilo za brezposelnost nekoliko daljše, vendar manjše. Zakaj? Zaradi tega, ker se mora ljudem splačati delati, ker danes številni pravijo, da zaradi teh nadomestil ljudje ne gredo delati, ker lahko s tem nadomestilom in z nekaj fuša pridajo do večjega zneska, kot pa če bi bili zaposleni in delali. In zato je naš predlog, da se nadomestilo zmanjša, vendar da traja daljše časovno obdobje, kar bi pripomoglo k temu, da bi bil večji interes za delo. Imamo tudi ukrepe, ki so namenjeni mladim in to je, da podjetja, ki bi štipendirala mlade, da ko jih zaposlijo, da so prvo leto brez prispevkov. Na takšen način podjetja spodbujamo, da mlade začnejo zelo hitro vključevati v njihove delovne procese, da jih začnejo štipendirati in potem jih tudi čim hitreje zaposlijo. To je naš prispevek k temu, da bi mladi čim prej prišli do služb. Naslednja točka, nove investicije. Tukaj bi želeli narediti več na poenostavitvi gradbene zakonodaje. Kot sem že rekel, Lex Magna je pokazal vso bedo naše gradbene zakonodaje, kar pomeni, da je bilo potrebno sprejeti poseben zakon, da se ta investicija sploh lahko zgodila. Naš cilj je, da je potrebno gradbeno dovoljenje v 30 dneh izdati in da je občinski prostorski načrt možno sprejeti v 6 mesecih. To so ambiciozni cilji, ampak ambiciozne cilje si je potrebno zastaviti. Kje se bo zgodil bistven premik? Danes, ko vložite gradbeno dovoljenje, vam bo šel uradnik na upravni enoti gledati vse vejice in pike, ali jih imate pravilno postavljene. Naš premik pa je, da damo pooblastilo za preverjanje te dokumentacije neki inženirski zbornici, ki bo štemplom jamčila, da je to gradivo brezhibno, kar pomeni, da bo nekdo prinesel samo na upravno enoto in upravna enota bo zgolj pogledala, ali je to gradivo takšno, kot mora biti in ne, da ga bo samo v celoti pregledovalo. Po domače povedano, uvajamo avstrijske modele in koncepte tudi v našo državo. Naslednja pomembna točka je učinkovita administracija.
Večkrat sem že dejal, pa tudi danes bom povedal, da v javnem sektorju ne smemo vse enačiti. Imamo izjemno pridne in delovne ljudi, imamo ljudi, ki naredijo tisto, kar je potrebno narediti, nič več, nič manj, imamo pa tudi lenuhe. Ni pa pošteno, da so vse te tri skupine med seboj enako plačane. In te stvari v našem programu želimo tudi nadgraditi in jih peljati v smeri, da se bo vendarle pridne nagrajevalo, slabim javnim uslužbencem pa se zahvaljevalo za njihove dosedanje prispevke pri urednikovanju. Kar pomeni, da si želimo prinesti več tudi odgovornosti in manj birokracije v sistem. Več pozornosti pa želimo posvetiti digitalizaciji samih upravnih postopkov. Povedal vam bom en konkreten primer. Nedavno sem bil v Estoniji, kjer so z digitalizacijo praktično odpravili korupcijo v policiji in bistveno zmanjšali administracijo. Bistveno zmanjšali administracijo. Če danes vprašate slovenske policiste, bodo rekli, da imajo težave z nekimi postopki, ker morajo izpolniti celo goro nekih obrazcev in da se jim marsikdaj tega ne da početi. V Estoniji imajo policijska vozila nameščeno kamero. Ko se pripelje policijski avto za nek avto, ki ga želi nadzirati, se policistu v avtu že takoj izpiše registrska tablica, lastnik avtomobila, ali je ta lastnik problematičen, ali ima kakšno kartoteko, ali jo nima. In če se policist odloči, da takšnega posameznika ustavi, se mu avtomatsko odpre primer. Ko on primer s tistim voznikom upravi, gre nazaj v avto, samo še na ekranu v avtomobilu odtipka, zakaj je šlo, kakšna globa bo morda izdana in s tem je poročilo zaključeno. Nič več birokracije in nič več mešetarjanja. Na takšen način se z moderno tehnologijo da bistveno pospešiti upravne postopke in tudi hkrati zmanjšati korupcijo. Več otrok, to je pa z vidika demografskih trendov ključno in tukaj želimo mi zelo jasno ustvariti okolje, ki bo spodbujalo mlade za več otrok. Danes številni mladi, ki imajo 3 ali 4 otroke, včasih pravijo, da jih okolica gleda čudno, da jih na nek način kar malo zafrkava, ker so se odločili za takšno število otrok. Marsikdo izmed sovrstnikov jim reče, a ste normalni. In zato je dolžnost politike, da ustvarja pozitiven odnos do velikih družin in pa tudi do otrok. In če boste mlade vprašali, kaj je potrebno še poleg tega pozitivnega vidika, vam bodo znali povedati še, dajte nam službe in dajte nam stanovanja. In glede služb in glede stanovanj smo ta problem naslavljali že v prejšnjih točkah in tukaj je zgolj vse skupaj zbrano. Še ena stvar, ki jo nameravamo narediti, je, da bomo ločili socialno in družinsko politiko. Danes sta te dve politiki čudno med seboj prepleteni. Konkretno primer, tisti, ki imajo nižjo plačo, dobijo višje otroške dodatke, tisti, ki imajo višjo plačo, so pa te olajšave za otroka mnogo višje. Na nek način se stvari potem poravnajo. Ampak zato mi pravimo, ustvarimo mi univerzalni temeljni dohodek za otroke do 18. leta, kar pomeni, ne glede na to, iz kakšne družine otrok prihaja, na enega otroka ti država da toliko. In vsakdo bo vedel, koliko bo dobil od države za enega otroka. To je prispevek države k temu, da družina, da posameznik dela nekaj dobrega za družbo. Seveda pa potem stvari tistih, ki pa so v socialnih stiskah in v težavah, pa rešujemo socialno politiko. In kot sem dejal, te dve zadevi želimo razmejiti. Uporabno znanje. Pri uporabnem znanju rečem naslednje, da sem še tista generacija, veste, ki je bila spodbojena za študij, da so jim rekli, uči se, da ti ne bo potrebno delati. To je tak socialističen nesmisel,
kar pomeni, da so na nek način nas želeli prepričati, če se boš dobro učil, če boš imel dobro izobrazbo, boš dobil lepo službo, ker boš malo delal in dobro zaslužil. To je katastrofa, ki dela veliko škodo Sloveniji, zaradi tega imamo v evropskem smislu največji delež mladih, ki se vpisujejo po osnovni šoli na gimnazije, in ta odnos bi mi želeli spremeniti. Mi bi želeli spremeniti, da se v družbi ustvari občutek, da je vsak poklic cenjen in da denar ni vedno povezan z izobrazbo, ampak če boš neko stvar v življenju rad počel in če boš v njej dober, boš tudi dobro zaslužil. In takšen koncept in takšen sistem je potrebno mladim že od majhnih nog v glavo ubijati. In zato želimo tudi, da v šolstvu pridemo od pomnenja podatkov, od velike kvantitete nekih podatkov bolj k kvaliteti. Po zgledu kakšnih drugih uspešnih držav bi se bilo bolj osredotočiti na manj predmetov in na tistih delati kvalitetno, kot pa na širokem naboru in potem na vseh stvareh slabo. Predvsem pa si želimo imeti tak šolski sistem, ki bo čim bolj povezan tudi z gospodarstvom, kar pomeni, da bo šolstvo proizvajalo ljudi s poklici, ki jih tudi ta država in pa gospodarstvo potrebuje. In gremo na zadnjo prioriteto, mir in varnost. Nam se zdi vlaganje v varnost, vlaganje v mir. Predvsem želimo obnoviti obrambni sistem, ki je v vseh teh letih praktično razpadel. Želimo pa si tudi aktivnejše zunanje politike. Pod ministrom Karlom Erjavcem je praktično naša zunanja politika razpadla, to je več ali manj samopromocijska, privatna zunanja politika in danes ne vemo več, kam je Slovenija umeščena. Mi nismo več referenca za Zahodni Balkan, prav tako nas centralna, morda ta osrednja Evropa ne mara, Višegrajci so nas izločili. Skratka, mi plavamo v vesolju in ne vemo več, kaj bi in kako bi. Če pa želiš biti v današnjem modernem svetu uspešen, pa potrebuješ zaveznike. Brez zaveznikov danes ne moreš uspeti. In to se kaže prav pri arbitraži, da kljub temu, da je pravo na naši strani, ker zavezniki niso na naši strani, tega ne moremo implementirati. Evo, to je 10 programskih prioritet Nove Slovenije za prihodnja 4 leta. Vse skupaj je popisano, to, kar sem zdaj predstavil, na okrog 150 straneh. Kot sem dejal, ne ostajamo pri parolah, gremo v detajle, lahko se boste na izračun natančno ogledali, kaj konkretno kakšna stvar za vas pomeni. Zagotovo pa sem prepričan, če bodo te naše programske prioritete uresničene, potem bodo ljudje lahko od svojih plač in pokojnin dostojno živeli, potem bodo zagotovo v Sloveniji za vse veljala enaka pravila igre, predvsem se bodo pa ljudje počutili varne, ko bodo morda zboleli, ko bodo izgubili službo. In z uresničitvijo teh naših programskih prioritet bo Slovenija zagotovo svobodnejša, pravičnejša, pa tudi varnejša. Mi pot poznamo in kdor pot pozna, bo tudi dosegel cilj.